Z Jeleno Dimitrijevič smo tokrat v ekološki trgovini Kalček klepetali tudi o tem, katere rastline in začimbe so nam še posebej v pomoč v tem zimskem času. Jelena, je treba prilagoditi način prehranjevanja in življenja zdaj, ko se temperature nižajo? Jaz mislim, da vsi gledalci, ki gledajo tudi oddaje za zdravje, že dobro vejo, kako je in kako se treba pripraviti tudi na ta prehodna obdobja. In seveda, ko začutimo tudi, da je mrzlo, si oblečemo kakšno jopico česa, potem si, ne vem, segrevamo prostore in tako dalje. Ampak dostikrat se zgodi, da v bistvu ta prehod ni najbolj idealen, zaradi tega, ker smo navajeni, da nam je toplo in potem malo pozabimo, da mogoče jemo preveč mrzle hrane, preveč surove hrane in potem se naše telo odzove na tak način, da ni najbolj pripravljeno, imunski sistem je pol malo bolj obremenjen, tako da vsekakor se zadržujemo več v zaprtih prostorih, tudi ko smo odzunaj, takrat se dobro oblečemo, pazimo, da tudi užijemo hrano, ki nas bo bolj pogrela, uporabljamo začimbe, ki nas tudi pogrejejo in dejansko se dobro oblečemo, ne izvajamo tako intenzivnih vaj, ampak bolj upočasnimo svoj življenjski ritem oziroma prilagodimo temu, da je jesen, da to pomeni tudi regeneracija, obnova, vse, kar je staro, gre stran, tako da in čustveno in fizično se pripravimo za to obdobje. Katere rastline in začimbe pa so nam še posebej v pomoč v teh časih? Ja, definitivno v teh časih moramo poskrbeti za dobro delovanje organov, ki so tipični v jesenskem in zimskem času. Tukaj seveda govorimo o naših ledvicah in pljučih, o tem smo se tudi velikokrat pogovarjali. V bistvu je zelo pomembno, da krepimo delovanje ledvic, kar pomeni, da uživamo tudi hrano, ki je za njih dobra, veliko tudi zelene listnate zelenjave, lahko tudi kuhane, v kuhane obliki, veliko teh različnih juhic, to je zelo dobro posebej zvečer. Lahke, da ne obremenijo našega prebavnega sistema. Uživamo tudi nekaj alg, alge dodajamo zaradi tega, ker so izjemno dobre za ledvice, tudi uporabljamo nekaj, kar bo okrepilo sam organ v smislu, recimo vse, kar vsebuje več silicija, koprive, tudi njivska preslica, pa potem recimo kakšne čaje kuhamo, ki so prav za naše ledvičke, tudi recimo preslični čaj, tudi recimo lahko dodajamo kakšen dodatek kot je silicij. Zelo pa je pomembno, da ne užijamo hrane, ki bo negativno vplivala na ta organ, v smislu recimo veliko sladkorja, mleka, mlečnih izdelkov, predelanih živil in tako dalje, veliko težke hrane, nekaj, kar bo omogočilo, da se tudi lažje izločijo toksične snovi iz telesa. Hkrati pa izvajamo nežne vaje, tudi masaže recimo ledvic, tako ponavadi tudi počnemo tudi z našimi pljuči. Pri pljučih je tako, da uporabljamo tudi tople začimbe, če pa je suh kašelj ali nekaj takega, da se pojavi, uporabljamo nekaj malo drugega, ampak načeloma zelo pomagajo mačji krempelj, šisandra, tudi recimo veliki oman je fantastičen, če imamo kakšne težave tudi s prehladi, tudi beta-glukan, cink, magnezij, omega-3, vitamini B kompleksa, nekaj, kar bo tudi ojačalo naša pljuča, pri prehrani polnovredna, predvsem rastlinska hrana, nič, kar nas bo zasluzevalo in v bistvu se res zaščitimo, ko gremo nekje od zunaj, da ne vdihujemo tega hladnega zraka. Kaj pa še kakšni drugi ukrepi? Ja, vsekakor, kot sem že omenila, se pravi, upočasnimo življenjski ritem, smo bolj povezani s seboj, umirjeni, smo doma, raziskujemo, beremo, izvajamo meditacije, take lahkotne vaje, tudi poskrbimo, da se telo dobro pogreje znotraj in navzven, umirjene misli, to so ključne stvari. Če pa rabimo še kakšno dodatno pomoč, vsekakor poiščemo kakšnega strokovnjaka, da nam pri tem pomaga.